Dobrodošli v novem videu. Earnings season je končno back. Torej, zdaj bo podjetje spet začelo reportati earningse in sicer iz četrtega četrtletja 2022. No in v bistvu včeraj smo dobili prve te big tech earningse, reportuje sicer Netflix. In v bistvu v tem videu bomo šli malo čez earningse, kaj se je zgodilo. Kakor vidite, stock je danes down skoraj 7%. In v bistvu gremo si pogledati, zakaj. Netflix earningsi so bili dosti mixed. Kakor vidimo, revenue 7,85 milijarde. Expected je bilo točno to, tako da zadeli so na revenue. No, kar se pa tiče EPS-a, je pa bil v bistvu tukaj velik miss. In sicer 0,12 evra oziroma dolarja na EPS-u proti 0,58 expected. Se pravi, big miss na revenue. Verjetno se zdaj sprašujete v bistvu, zakaj je stock toliko up danes, glede na to, da so toliko mislili na net income. No, to je v bistvu zaradi tehle paid subscribers editionov. Se pravi, koliko naročnikov so dodali v zadnjem četrtletju. In Netflix je v Q4 2022 dodal 7,66 milijonov novih naročnikov, kar je bilo proti expected 4,57, v bistvu zelo velik beat. In v bistvu pri Netflixu zdaj, pač, ne vem, kar se tiče zadnjega leta, investorji v bistvu sam gledajo, da bo Netflix grow svoje subscriberje. Kakor vidimo, kle so jih v bistvu 2 kvartalja zapored so zgubljali subscriberje in v bistvu takrat, tudi če bomo si pogledali tudi čarte, ampak v tem času je Netflix hitel tudi lowse okoli $170. In od takrat je Netflix že pač, mislim, da skoraj 2x, stock je vreden zdaj trenutno več kot $300. Tako da tukaj zelo pomembno, da so bitali tole številko, oziroma to številko, se pravi, in da so growali svoje subscriberje več kot pričakovano. Mislim, da so pač investorji večinoma samo to gledali. In v bistvu, če si pogledamo še forecast za naslednjo četrtletje, za revenue 8,17 milijarde, to je bil majhen beat za manj kot 1%, če se ne motim. In pa tudi EPS, se pravi expectationsi za naslednje četrtletje, torej v bistvu to četrtletje, ki smo zdaj v njemu, Q1 2023, $2,82 EPS-a, kar je miss proti 3,06 expected. Torej, kakor pravi kle, revenue, operating profit, membership growth, vse je beatal expectationse, še vedno so vodilni v tej industriji, kar verjetno vsi veste. Pravijo, da so imeli zelo veliko uspešnih serij, filmov, karkoli. Se pravi, ta Wednesday serija, tretja najbolj popularna serija na Netflixu, kadarkoli, Harry and Meghan, drugi najbolj popularen dokumentarc in Troll, nek film. V glavnem dosti successful quarter, kar se tiče njihovega contenta. In v tem četrtletju so isto zdaj launchali njihov nov, se pravi, kako se reče temu, njihov nov plan, ki ima v bistvu se pravi, zdaj imate nek nov plan, ne vem, če je v Sloveniji to, ampak Netflix plan, ki ima v bistvu gor oglase in je zaradi tega cenejši. In pravijo, da je to šlo dosti dobro. Pa v bistvu zamenjali so tudi CEO-ja. Ni več Reed Hastings, ni več Netflix CEO. Zdaj v bistvu, kaj me malo moti pri tehle številkah tukaj, je, če si pogledamo year over year revenue growth, vidimo ene zelo take padajoče številke, se pravi 16%, 9%, 8%, 6%, pa 2%. Se pravi, Netflix vse manj grow on revenue, kar se tiče tega, rabili bojo nekaj popraviti, ker Netflix je bil dosti consideran kot growth stock, tudi tak valuation ima, sicer dosti manj expensive valuation kot včasih,
ampak še vedno se mi zdi dosti high valuation na Netflixu. In pač ja, če ne bojo growale revenue, je Netflix ful preveč expensive. Bomo si pa pogledali tudi valuation, ampak tole nerad vidim, no, se pravi, da jim toliko pada revenue, dosti slabo pri podjetjih, ki vidite take stvari. Bi pa rad omenil še, da je imel v bistvu pri revenue pa profitu, da je treba upoštevati tudi Forex, prav foreign exchange, torej Netflix ne posluje samo v Ameriki, kakor veste, Netflix pač je po celem svetu in glede na to, da je bil dolar toliko strong, zdaj v zadnjem letu so zelo veliko izgubili, kar se tiče Forex exchange, se pravi, rečemo, da vi plačate 10 evrov na mesec za Netflix, ali ne vem koliko, včasih recimo eno leto nazaj, ali koliko je bilo to tam $20, zdaj pa dolar pa evro tam in tako je v bistvu tudi z ostalimi valutami, ne samo z evrom. Tako da ja, ne vem, meni se pač nisem izdelal nič posebenega, ta Netflix report, ful so pač mislili na earningsih, v bistvu edina stvar, ki je bila dobra, je bil ta subscriber growth, ampak ne vem, lahko bi to argumentirali, da je zato, ker so launchali njihov nov ta cenejši plan. Tako da ja, poglejmo si zdaj, stock je pač, kot sem rekel, danes je up 7%. Zdaj, kaj si jaz mislim o Netflixu? Netflix se mi zdi v bistvu malo tak čuden stock, ker se mi je zdaj overpriced. Pač verjetno zato, ker je to grow, vedno je imel rich valuation. Kakor vidimo kle, v letu 2020 je hitu high na okoli $700. Pred kratkim je v bistvu padel vse tam do $170. In ja, v bistvu po temu smo videli dosti tak lep rebound. To je bilo takrat, ko so v bistvu izgubili 2 milijona naročnikov v enem četrtletju. Ampak ja, kakor vidimo, stock je zdaj na 336, ampak v bistvu meni se zdi Netflix stock dosti expensive še vedno. Če pogledamo EPS, je 10, zdaj če hitro začunamo NPE, v bistvu PE Netflixa je tam okoli 33, se pravi. Tako da meni se zdi to malo preveč rich valuation za Netflix. Ja, sploh če ne bojo growali, če bojo pač take rezultate v bistvu dosegali, kakor je bilo v tem četrtletju. Če pogledamo tudi za Q1 letos, v bistvu pričakujejo revenue growth 3,9% year over year. Meni se zdi, da si tak growth ne zasluži PE-a 33. Sicer imajo dosti high return on invested capital, kar bi lahko v bistvu obrazložili malo večji PE, ampak ja, pač ne zdi se mi primeren toliko visok PE pri Netflixu. Tako da ja, to je bilo to v bistvu za Netflix. Dajmo si zdaj pogledati še v bistvu, zdaj bi rad pogledal še v bistvu 2 reporta, oziroma 3 reporte, ki so prišli ta teden ven, 3 dosti pomembni reporti. In sicer prvi report v četrtek, v sredo smo dobili PPI pa retail sales. Se pravi, da razložim najprej, kaj sta ta reporta. PPI je v bistvu PPI je v bistvu inflation report, se pravi, verjetno ste že slišali na tem kanalu, sem govoril velikrat o CPI-ju. In v bistvu PPI je podoben kot CPI, s tem, da CPI je v bistvu inflacija, ki se meri pri cenah, ki jo plačujejo potrošniki oziroma consumerji, se pravi consumer price index. PPI po drugi strani je pa inflacija, ki se meri pri proizvajalcih oziroma producerjih, torej producer price index. In ja, v bistvu basically meri se, koliko plačajo producerji za izdelke oziroma koliko plačajo producerji za izdelke, ki jih delajo, se pravi vse skupaj, koliko je njihova lastna cena proti
ja, pač proti enemu mesecu nazaj, proti enemu letu nazaj. In kakor vidimo, PPI v decembru je padel za 0,5%, spravo minus 0,5 PPI, month over month. In ja, to v bistvu potrjuje isto, kar smo dobili na CPI-ju, se pravi deflation, s tem, da je tukaj še toliko večji. In ja, v bistvu to je bil pač zelo veliko presenečenje za market. Expected je bilo minus 0,1, se pravi 5-krat večji deflation, kogar smo ga pričakovali. In ja, pač dober report, inflacija se manjša, najverjetneje to potrdi 0,25 odstotno zvišanje obrestnih mer na naslednjem Federal Reserve meetingu 1. februarja. Tudi če pogledamo v sredo, v bistvu bonci, 10-year bonci so padali spet za okoli 0,1%. Če pogledamo 5-year break-even, no ja, 5-year break-even je isto dosegel nove lowse, se pravi nižji od lowsov, ki smo jih videli v septembru. 5-year break-even, če ne veste, to je v bistvu samo inflation expectations, so to, če povem malo poenostavljeno, malo bolj zapleteno, ampak v bistvu se ne rabite obremenjevati s tem. To je v bistvu samo inflation expectations in kakor vidimo, pada že skoraj eno leto. No, tudi če si pogledamo tale Fed Rate Monitor tool, vidimo, da v bistvu vse več folka pričakuje 0% na naslednjem Federal Reserve meetingu, kar se meni zdi dosti presenetljivo, se mi zdi, ker v bistvu po teh reportih je govoril par Fed memberjev in vsi govorijo, koliko bojo višale rejse, da znajo prideti visok čez 5%, ampak zgleda se market ne strinja, ne vem, 37% za pos, meni se zdi to dosti zanimivo, zato ker se mi zdi skoraj nemogoče, da dobimo zdaj že pos, ampak ja, upam, da ne bo market preveč presenečen. No, drug report, ki smo ga pa dobili v sredo, retail salesi, so isto padali v decembru za 1,1%, se pravi več kot expected 1%, in to je v bistvu brez inflacije, če vzamemo zraven še inflacijo, je ta cifra še večja. Ampak ja, po eni strani je to dobro, konsumerji retail manj zapravlja, torej to je dobro za inflacijo, ampak po drugi strani veliko ljudi zdaj govori, da je to dosti nevarno za ekonomijo, da te reporti, se pravi minus 0,5 inflacija pa minus 1,1% retail sales v decembru, tudi za november so v bistvu spremenili podatke, so znižali številko tudi za november. Tako da ja, v bistvu vidimo ta weakness v konsumerjih in ja, v bistvu nekateri opozarjajo, da zna biti to dosti nevaren, da so to v bistvu te začetni znaki recession. Ok, če si pa še na hitrico pogledamo še report iz četrtka, smo dobili weekly jobless claims in no, ta report je bil pa v bistvu bolj hot kot expected, 190,000 jobless claimsov proti 214,000, se pravi, to je v bistvu samo report, koliko ljudi je nezaposlenih, torej 190,000 nezaposlenih proti 214,000 in ja, job market je pa po drugi strani še vedno hot, kar ni dobro, ker je to pol večji potencial za wage price spiral, se pravi, da se če je job demand toliko high, v bistvu lahko vidimo večje plače in večje plače v bistvu pol prenesejo večjo inflacijo in obratno. In ja, v bistvu kar se tiče jobsov, Fed v bistvu še vedno govori, da dokler bojo jobsi toliko hot, da morajo višati obrestne mere. In zdaj pa ja, ne vem, bomo videli v bistvu 1. februarja, kaj se bo odločil Federal Reserve.
vidimo v bistvu malo te razlike med tem, kar si misli market in pa med, kar govorijo Federal Reserve memberji. Recimo Bullard je rekel včeraj ali predvčerajšnjem, da on hoče zvišati za 0,5%, tudi zdaj na februar, na meetingu februarja. In ja, pač market v bistvu ne pričakuje niti 1% šanse, da dobimo 0,5%. Tako da ja, dosti zanimiv. Napišite v komentarje, katere earnings bi radi, da coveram. Najverjetneje bom coveral bolj te big tech earnings, zato ker pač so še najbolj zanimivi. Ja, pač če imate pa kakšne posebne želje, napišite, pa se ga v naslednjem videu.